Ja, veš, kako veš, da boš jedel zajtrk praktično ob dirkališču najslavnejše vztrajnostne dirke na svetu? Pa tudi tukaj zunaj je kaj za pogledat. Opa, cold start. Pa čisto mimogrede še en F1 dirkalnik je tukaj pospravljen. Mogoče se bo smešno slišal, ne? Ampak takele vrste lučk bi pa jaz imel pred bajto tam okoli Božiča pa Novega leta. Tega poznam, pa vse, kar se tukaj le zadnji dogaja, McLaren Lotusi, to mi je jasen. Tale avto, pa kva je to? Če sem čisto iskren, mi je fejst neroden, da ga ne prepoznam, zato ker jaz avto kar dobro poznam, ampak... Dajte mi pomagati, no, kva je to za en Lotus, res ne vem. Že takoj v vhodu v muzej te navdušijo s takimi zelo starimi radarji, ki so bili pa sposobni vseeno zmeriti zelo visoke hitrosti. Recimo tale enota tukaj, ki jo vidiš, je naštopala en Porschejev dirkalnik, da je šel 386 na uro. Ta zadeva tukaj. Pa če se sprašujete, kdo je odgovoren za vso to 24-urno Le Mans norijo, ne? Charles Faroux, on je bil tisti, ki je rekel, hej, kaj pa če bi mi tukaj naredili na dirko, ki bo trajala cel dan? Je pa lepo, ne, ko prideš v muzej, te najprej pričaka takle hodnik, v katerem so zbrani vsi tisti, ki so tako ali drugače vplivali na to slavno dirko, ne. Tukaj recimo imaš slovite Bentley Boyse, tukaj je Tore Bogati, to je pa njegov klobuk. A bi dal takole čepico gor, ena smešna očala, pa šel dirkat. Takratni junaki, ne, tole novolari so to delali. Ferry, sine Ferdinanda. In Ferry je bil tisti, ki se že zelo zgodaj zavedal, da dirkanje v Le Mansu pa ta tehnologija, ki se tukaj razvija, lahko ključno vpliva tudi na razvoj cestnih avtov. Verjetno v svojem času največji dirkaški entuzijasti v Hollywoodu in hkrati tudi človek, ki je bil odgovoren, da se je posnel tisti znamenit film Le Mans. Če ne bi bilo njega, tudi filma ne bi bilo in če ga še niste videli, ne? A tole veste, kdo je? Ne? Pa njegov dirkaški ponos 60-ih, ne? Tisti, ki je tudi Ferrariju kakšno solzico pripeljal. Jackie X-u so pa včasih rekli kar Mr. Le Mans, ne? On je to dirko, mislim, da v poznih 60-ih, pa potem zgodnih 70-ih zmagal kar 6-krat. Ampak jaz sem si njega zapomnil po eni drugi stvari in ta slika prikazuje celo situacijo. Veš, on je opozarjal na nevarnost tistega klasičnega štarta, ko so vsi dirkači stekli pred svojim dirkalnikom in je v protest temu, v nasprotju z vsemi ostalimi, počas odkorakal do svojega dirkalnika, namesto da bi tekel pa hitel. Se ima bolj tak dirkaški friz, a ne? Tale Bentley je zmagovalen avto druge 24-urne dirke Le Mansa. Zmagovit dirkalnik, takole imeti na 1 meter, da ga lahko občuduješ, opazuješ. Noro. Pa da boste videli, kako so se stvari spremenile, ne? Tale avto poganja 3-litrski 4-valjnik z 82 konji s končno hitrostjo tam okrog 160 km/h. In pa skočimo iz leta 23-24, kjer je bila povprečna hitrost zmagovitih dirkalnikov tam okrog 90 km/h, ker mimogrede ni mal v leto 1967, ne? Kjer so pa pol GT-ji okrog šopa s povprečno hitrostjo plus 200 km/h. Si predstavljaš, da bi vse te avte zalaufal, vsi ven zbežali, ko bi to grpotali. Tole za mano je delček Renaultove oziroma Alpine Le Mans zgodovine. Ja, vem, grejo vse ti dirkaške zgodbice pa zgodovina Kena Jetra. Lega, 787B. Zdaj so pa malo skluke sneli. Letnik 91, Vanklov motor, pa do danes, mogoče sam še par dni, bomo videli, edini japonski zmagovalec 24 Le Mansa. S tem avtom se je leta 2003, mislim, da je bilo 2003, ja, 2003 Bentley vrnil v Le Mans, zmagali so. Pa glede na to, da sodobni Le Mans dirkalniki niso glih ravno lepoci, ne, se so vsi tako zlobni, ne, Batmobili, tako kot sem včeraj povedal, je to eden izmed sodobnih dirkalnikov, ki mi je po videzu še najbolj všeč. Tale Audi e-tron Quattro je pa zmagal 2013, kar nas pripelje na koncu gleda tegale muzeja. Zdaj pa, ker sem vam toliko težil s tem dirkanjem, pa dirkalniki, pa Le Mansom, pa tako naprej, nekaj čist drugega. Wow, stari. Ej, kakšne orgle. Skoro sem zakril, to se ne spodoba, ne. Tudi če nisem, mislim, tudi krščen nisem bil. Se vem, da je malo neprimerno, ne, ampak jaz na tak način razmišljam, da če bi jaz lahko prišel tjale gor, da bi probal kekca za enkrat.
Ker lušten tale Le Mans. Da vem, da skozi govorim Le Mans, pa vem, da se prav reče drugače. Ker sem kmet iz Lukovca, veš. Znači sam prošle godine